Koalicija je v prihodnjih 2 letih za dobro Slovenije pripravljena skupaj delati naprej, je včeraj po 5 urah razprave o novem dogovoru v sodelovanju sporočila premierka Alenka Bratušek. Prioritete bodo gospodarstvo, mladi, zdravstvo ter boj proti korupciji. O privatizaciji niso razpravljali, investicije v TEŠ 6 pa očitno ne bodo ustavljali. Državno-zborski odbor za delo obravnava popravljeni predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog je lani doživel ostro kritiko javnosti, ker je določal, da mora vsaj en mesec porodniškega dopusta izkoristiti otrokov oče. Sicer bi ta mesec dopusta propadel. Zdaj je pristojno ministrstvo zakon omililo. Sporne določbe ni več, porodniški dopust se celo podaljšuje na 12 mesecev in pol, a dodatnega pol meseca bodo lahko izkoristili le očetje. Javnost tudi danes ni izvedela podrobnosti o terjatvah, ki sta jih naši največji banki, NLB in NKBM, prenesli na tako imenovano slabo banko. Vodilni v slabi banki so povedali, da seznama terjatev ne bodo objavili, dokler državni zbor ne potrdi sprememb zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Zakon konec meseca čaka druga obravnava. Po statističnih podatkih je zaposlena oseba v Sloveniji novembra lani v povprečju zaslužila 1044 evrov neto, to je kar 4,5% več kot oktobra. Zvišanje povprečne mesečne plače je posledica višjih izrednih izplačil, kot sta 13. plača in božičnica. S plačo za november je tako izredna izplačila prejelo dobrih 14% zaposlenih, tovrstna izplačila pa so bila najpogostejša v podjetjih, ki se ukvarjajo z oskrbo z električno energijo, plinom in paro. Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko ne podpira zadrževanja izvajanja zakona o davku na nepremičnine. Zakonodajno-pravna služba je ocenila, da v predlogu ni izkazan obstoj posledic, s katerimi bi bilo utemeljeno začasno zadržanje. Med drugim je menila, da bi lahko nastala pravna praznina pri obdavčevanju nepremičnin in s tem izpad prihodkov iz tega naslova. Člani odbora so izrazili upanje, da bo Ustavno sodišče o ustavnosti zakona določilo še pred odmero davka. Fizične osebe, ki so lani drugim fizičnim osebam oddajale v najem premično ali nepremično premoženje, imajo le še danes čas, da te prihodke prijavijo davčnemu organu. Davčna stopnja znaša 25% od prejete najemnine, znižane za stroške. Obrazec je letos nov in je objavljen na spletni strani davčne uprave, na voljo pa je tudi v vseh davčnih uradih. Novost je tudi, da gre za dokončen davek, kar pomeni, da se prejetih najemnin ne všteva več v letno dohodninsko osnovo. Normirani stroški pa po novem znašajo 10 in ne več 40%. Ameriški spletni velikan Google je danes v počastitev 130. obletnice rojstva slovenskega mladinskega pisatelja Josipa Vandota objavil poseben priložnostni logotip z motivom kekca. Avtor logotipa je Googlov ilustrator in oblikovalec Brian Cass, ki bo razglasil tudi najboljšo risbo prvega slovenskega natečaja za najboljši priložnostni logotip. Jutri bo v vzhodni Sloveniji deloma jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Zvečer se bodo v hribovitih krajih zahodne Slovenije začele pojavljati manjše padavine. V petek bo pretežno oblačno, v zahodni in v srednji Sloveniji bo deževalo. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, v soboto bo oblačno, v zahodni in v srednji Sloveniji bo deževalo. Danes v dnevniku televizije Maribor. V Mariboru se sprašujejo, ali je lahko zeleno pohorje nared za jubilejno Zlato lisico. Zelena zima pušča sled tudi v blagajnah turističnih delavcev. Pri policiji vse več žensk zaseda visoka, odgovorna mesta. Novice s Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.